Kot ste verjetno že opazili, pri vhodu pa je danes tudi z nami skupnost Lavtari, tako da povabim predstavnika še enega Mateja, da pride pa nekaj pove o skupnosti Lavtari. Dober dan vsem skupaj, obljubim, da bom kratek in jedrnat. No, jaz sem tudi Matej, nisem oni iz Berila, ampak najprej bi se rad zahvalil patru Primožu in patru Miranu za možnost, da se predstavimo kot komuna in povem en delček moje življenjske zgodbe. Smo komuna Lavtari, ki je bila ustanovljena v Italiji pri Garskem jezeru, jaz prihajam iz centra v Furlaniji, blizu Benetk. Smo pa komuna, ki pomaga mladim s težavami z odvisnostjo od drog, alkohola, igre na srečo. Kar je pa zdaj tudi bolj popularno med mladimi, so tudi te videoigrice. No, če sem tukaj, nisem prostovoljc, ampak sem tudi sam šel čez to križano pot. Prihajam iz ene družine, ker materialnih stvari ni manjkalo. Manjkal je pa en pogovor, en Matej, kako si. Oče ga je rad pil, mama je Boga delala, da nas je vse oskrbela. Jaz sem pa kot najstnik, otrok sebe krivil, zakaj mi nismo normalna družina. In sem te odgovore iskal v napačni družbi, no, kjer je bila tudi prisotna substanca. Na začetku se je vse skupaj zdelo malo nedolžno. Medtem ko mi je vzelo 11 let mojega življenja in v tem času sem veliko slabega storil meni, mojim najbližjim in okolici. Povod pa to, da sem poiskal pomoč v terapevtski skupnosti Lavtarije, pa bila to, da ko je oče umrl, ne vem, sam Bog ve, nekaj v meni govorilo, da moram materi pomagati. Zato storiti zdaj pa moram prvo sebe zrihtati. Zdaj sem že 6 let v terapevtski skupnosti, po moji izbiri. Smo taka preprosta komuna, kmečka, v komuni delamo, imamo vzrejo konj, vinograde, pridelujemo vino, imamo majhno mizarsko delavnico, ampak ta dela niso zadostna za naš obstoj in v priložnosti, kot so danes, smo odzunaj postavili mizico, ker delimo tudi informativni material, da nas malo pobolje spoznate. Pa če kdo rabi pomoč ali pa če koga pozna, kar rabi pomoč, jaz upam, da ne, ampak so navedeni tudi vsi naši stiki. Na tej mizici je tudi košarica, ker vas prosimo za pomoč, tako kot je meni komuna pomagala, pomaga tudi drugim 200 varovancem in v bodoče še komu drugemu. Na koncu bi pa rad sam še to dodal, če obstajamo že 30 let in pomagamo drugim ljudem, mislim fantom in puncam, je to hvala dobrim ljudem, kot ste vi tukaj in hvala župnikom, patrom, ki nam dajo možnost, da se predstavimo in vas prosimo za pomoč. Še enkrat hvala za posluh, pa lepa nedelja. Ja, Matej, hvala tebi za to pričevanje. Matej, Božji dar, niso samo Matej, Božji dar, vsi smo Božji dar, poklicani, poslani v življenje iz ljubezni. Bog je ljubezen, pravi, ne, kdor ostane v ljubezni, ostaje v Bogu in Bog ostaje v njem. No, jaz želim res, da bi bili polni Božje navzočnosti, Božje ljubezni.